Lep pozdrav. Bi danes par besed od alergij. Alergije so zelo povezane s fibromialgijo pa mialgičnim encefalomielitisom, samo ne vejo še čisto točno kako. Ko rečeš ljudem: "A imaš kakšno alergijo? A je to povezano s tvojo fibromialgijo?" Mi rečejo: "Ne, ne, so me testirali, vse je negativno." Ne. Nimam alergije, čeprav je čudno, ker imam kar nekaj reakcij, ampak nimam, so me testirali. Zdaj jaz bi rada povedala, da to, če so oni vas testirali, ne pomeni, da vi nimate neke sorte alergijske reakcije oziroma reakcije na pač neko snov iz okolja ali pa iz hrane, a ne. To samo pomeni, da nimate klasičnih alergij, tistih, ki imajo, s povišanimi IgE-ji, a ne. Ker to je edina stvar, ki jo znajo meriti, od alergij, bom rekla, a ne. Obstaja pa zelo veliko alergij, ali pa intoleranc. Se pravi, če vi nimate klasičnih alergij, ki vam jih izmerijo, s temi hitrimi testi kožnimi, a ne, ke vam naredijo te, pikice na roki, pa, se vam pokažejo taki spuščajčki, lahko vam vseeno vzamejo celokupne IgE-je, a ne. Lahko vam delajo pa tudi teste na IgG-je, ker, stvari, ki jih mi ne prenašamo, so zelo različne. Ni nujno, da je to iz hrane. Lahko je nekaj iz okolja, a ne. Zelo pogoste so plesni ali pa kakšni taki strupi, ki so vsem strupeni, ali pa na kakšna zdravila, a ne, da jih ne prenašate. In tukaj vam lahko IgG-je zmerijo. Zelo neradi to delajo, na hrano tega sploh ne delajo, ampak na kakšna zdravila bi vam pa zmerili, a ne, pa na plesni. Tako da to je druga varianta, ke lahko začnete pol malo sitnariti, da dobite to potrjeno, ker če imate potrjeno, je vaša pot do statusa veliko lažja, kakor če tega nimate na papirju potrjeno, a ne. Obstaja možnost, da imate histaminsko intoleranco. Intolerance so vse zadeve, kjer vi, sicer nimate alergij, ampak, telo ne naredi dovolj encimov za presnavljati te zadeve, karkoli že to je. Po navadi gre za kakšne strupene stvari, a ne. In pri histaminski intoleranci pomeni, da telo nima dovolj encima za presnavljati histamin. Zdaj, zakaj se histamin, kje dobite histamin, zakaj se sproža? Enkrat dobite že tako v hrani, a ne, če jeste recimo hrano, bogato s histaminom. Drugače se vam pa ustvarja, kadar neke stvari ne prenesete, ker v bistvu histamin je tako ko en čistilec, a ne, kakor, počisti pa razgradnji snovi, ke se stvar razgradi, tako ke se recimo, ne vem, zelenjava skompostira, a ne, recimo na vrtu, pridejo oni deževniki, da to pospravijo, tukaj je pa zato histamin, a ne, nekako tako, če zelo po kmečko povem. In, histamin povzroča tudi vnetja, vazodilatacijo, se pravi, da se žila razširi, a ne, in tako naprej. In tudi, če ga imate cele dneve čisto preveč, a ne, jaz osebno mislim, da povzroča tudi poškodbe na žili. To ni nikjer dokazano, ampak ljudje, ke imajo eno, imajo po navadi tudi drugo. Čakamo pa znanost, da bo šele tam, a ne, zdaj do tja še niso prišli. Zdaj, lahko imate glutensko intoleranco, a ne, se pravi, da ne prenesete na primer, če imate histaminsko intoleranco, lahko si kupite te encime, DAO encim se imenujejo, in vam lahko to pomaga pri tem, da lažje vam telo presnavlja histamin, pa da se izogibate hrani, ke je bogata s histaminom in vsemu, na kar vi sumite, da imate alergijo. Nekaterim ljudem pomagajo tudi antihistaminiki, a ne. Je pa res fino, če si to daste preveriti, ker te teste za histaminsko intoleranco pa imajo. Nimajo pa testov, če ste vi slučajno, da nimate encima za presnavljati neke strupe ali pa fitofarmacijo v hrani, a ne. Nekateri nimajo glutenske intolerance, se pravi, da ne bi, presnavljali, da ne bi imeli encima za presnavljati, gluten, ampak enostavno, vseeno ne presnavljajo strupov, a ne, nimajo teh encimov.
temu pravijo multipla kemična senzibilnost, čeprav vsi v bistvu znanstveniki niso enotni, a gre tule za kakšne sorte alergijo, intoleranco ali za kaj drugega. Lahko nimate encima za to presnavljati, lahko pa v bistvu kakšna druga protitelesca ponorijo, ker ne prenesejo te kemije. Najbolj pogosta protitelesa, ki ponorijo pri tem, so mastociti, a ne. Mastociti so ena osnovna protitelesca, zelo stara, ki imajo drugače osnovno nalogo, da zacelijo neko rano, če se poškodujete, a ne, ampak drugače pa skrbijo še za tavžent drugih stvari. Od tega, da najdejo, če je kakšen patogen, mikrob, a ne, vdrl, ali in da ga pospravijo, da naredijo alarm oziroma skoordinirajo zadevo, ali pa da recimo, če ste v stiku s kakšnim strupom, da tudi te stvari skoordinira, da se ti strupi pospravijo, a ne. Zdaj je pa problem, zato ker mastociti pa niso raziskana zadeva oziroma so zelo slabo raziskana. Šele zadnjih 10 let, da se sploh ukvarjajo z mastociti, a ne. Temu se reče aktivacija mastocitov oziroma mast cell activation disease ali pa disorder, a ne. In te zadeve so tako slabo raziskane, da boste težko nekam daleč s tem prišli pri nas. Meri se triptaza, ki je zelo tak kompliciran test, pa še tukaj se ne vidi zmeraj, a vi imate to aktivacijo mastocitov ali ne. So pa to taka protitelesca, ki povzročajo podobne v bistvu reakcije kot vse intolerancije ali pa alergije, ker imate kup histamina ponavadi v telesu in ste zmatrani, boli vas vse, rinitis imate, kašljate ali pa imate astmo, tako čisto tipično, a ne, duši vas, srce vam nagaja, glava vas boli. Tako čisto tipično, kar je tipično za fibromialgijo ali pa za mialgični encefalomielitis, je značilen za aktivacijo mastocitov, pa tudi veliko črevesnih težav. Sploh pri histaminski intoleranciji, na primer, ko sem prej govorila, so zelo značilne črevesne zadeve, da imate napačno prebavo, ne, lahko imate tudi zaprtje, ni nujno, da ste da vas stalno preganja, a ne. To sta ti dve stvari, ki sta zelo velikokrat prisotni pri fibromialgiji pa pri mialgičnem encefalomielitisu, a ne. Se pravi intolerance, alergije. Zdaj, pri alergijah bi jaz rada omenila še to, da toliko kemije, kakor jo je v zadnjem stoletju naenkrat prišlo na ta svet, je problematično s tega vidika, ker se telesa niso mogla tako hitro prilagoditi, a ne, temu. Telesa bi rabila, ne vem, par tisoč let, da bi se temu prilagodila, tukaj pa v 100 letih so mogla čisto vse se prilagoditi. In naša obrambna telesca hitijo, a ne, iskati, a ne, in ko najdejo neki patogen ali pa neki strup, takoj odreagirajo, a ne. In to pa je problem, zaradi tega, ker mi živimo v tako strupenem okolju, da ne morejo na vse odreagirati. In zato sploh mastociti, a ne, čisto norijo, ne. Dejansko so potem tako aktivni, preveč aktivni in tudi niso učinkoviti. Ne popravijo zadeve, ne uničijo zadevo, samo alarm delajo in paniko delajo, a ne. Ne odstranijo pa tega strupa. Tako da v tem pa je en velik problem. Mi bi si želeli, da bi bila bolj aktivna kakšna druga protitelesa, ta pa niso, a ne, vedno. Tako da zdaj pri alergijah je možna še ena opcija, a ne, telo lahko napade lastno obrambo, a ne, lahko trombocite ali pa levkocite napade. Je pa še ena opcija, da telo lahko napade kakšen svoj lasten organ, a ne. To imenujemo po navadi avtoimuna bolezen, zaradi tega, ker telo ne ve več, kaj naj se zmede, a ne, pa zaradi tega pol napade stvari, ki jih ne bi bilo treba napadati. Vse to je prisotno lahko pri fibromialgiji pa mialgičnem encefalomielitisu in tega vam ne bo vedno medicina pogruntala. Je fino, če zdravnikom namignete sami ali pa če začnete sami v to smer raziskovati, a ne. Jaz vam želim vse dobro.
čim manj alergij, čim manj intoleranc, ker si po njih res strašansko utrujen. Mene nikdar ne boste videli namazane, a ne, zaradi tega, ker imam multiplo kemično senzibilnost in ne prenesem ničesar. Če bi si enkrat dala maskaro na oči, a ne, še tako imam po navadi utečene ujčke, a ne, nos, zato ker me stalno rinitis napada, stalno sem hripava, prehlajena, oči imam zatečene, a ne. To je normalen pri multipli kemični senzibilnosti, kjer se ti ne moreš vedno umakniti nekemu kemičnemu sredstvu oziroma neki kemiji v zraku ali pa v okolici ali pa v hrani, a ne. Tako da bodite pozorni, kaj vam povzroča težave. Najbolj verjetno imate prav, ker vaše telo stokrat boljše čuti kakor katerikoli aparat, ke ga uporabljajo zdravniki. Lepo bodite.